Pred več kot 200 leti nam štorija govori, da strašno so nervozni bili naši nonoti. Če kaj jim je svalilo, če kaj jim ni bilo prav, so grofa tako prasca natakali na kol, a no se samo pobrali. Dobro jutro. Ja, grofa je bilo treba natakniti na kol, ali pa na viselce, ali pa na giljotino. In mi se počasi zavedamo, da je problem ne v kmetu, ne v delavcu, ne v navadnem človeku, ampak v vladarju. In vladarjev imamo mi kar nekaj. In sploh ne vejo, kdo je bolj pomemben. In je religija, in je politika, in je farmacija, in je seveda medijski svet. Ta glavni virus, ta vladar, ki je zanobit na kol, je v bistvu glavni virus, ki se obnaša narcistično. In to je edini virus, ki ga moramo razumeti. In ta virus dela tako, da ljudi deli med sabo, tako kot je Cicero rekel, da nas je treba dati narazen, ne pa skupaj. Ta protest včerajšnji je spet dvignil prah v kontekstu, zdaj se pa ljudje prčite na kmete, in tako kot povsod je ta sistem uguzil in med prave ljudi svoje negativce, svoje primitivce, svoje ponosne egotriperje. In egotriperji so bili prav prvi pred parlamentom s temi najbolj sodobnimi, najdražjimi traktorji. Zdaj, da ne bo pomote, niso vsi kmetje za v isti koš. Vendar, mene zanima, kje je tisti kmet, ki je rekel: dragi moji Slovenci, kmetje, smo ga fejst usrali pred leti, ko smo kar normalizirali, da dobivamo subvencijo za košnjo trave in v bistvu rajš to, kakor da predelujemo zelenjavo. Jaz verjamem, da se niso vsi tako prodali, da ne bo pomote, ker ni ideja, da pljuvamo drug po drugmu, ideja je, da spoznamo, da je sistem deloval točno tako, da je zamešal štrene. Imamo med kmeti prave in neprave, dobre in slabe. Imamo na vseh področjih, ne si bo šola, dobre in slabe učitelje, čeprav za ravnatelje že malo je tle že izbira bistveno manjša. Dajmo razumeti, da tudi v zdravstvu niso vse medicinske sestre slabe, čeprav pri dohtarjih je izbira bistveno slabša. Bi se moš fejst potruditi, da najdeš ta pravega človeka. V politiki pa smo pogruntali, da ni niti enega več ta pravega, ker so vsi fucking gnide, kakorkoli obračamo, in njihovo gnidovje je to, da se ljudi meša in štrenira. A je včeraj prišel kakšen predstavnik vlade pa rekel: ok, dajmo se pogovoriti in dogovoriti? Najbrž ne. A je včeraj slučajno, a je v zadnjih 3 letih kakšen protest kaj spremenil? Ne, ni, zaradi tega, ker niti en protest ni pripeljal do konca. Do tistega, bomo rekli, dialoga. Sej nobena vojna se ne konča na vojnem polju, ampak z dialogom in podpisom pogodbe o nenapadanju več, In enako bi tle na vseh nivojih bilo treba najti kompromis. In slabo so se izkazali vsi javni segmenti v tem času korone in jutri je dan boja proti okupatorju. Za vikend pa je 1. maj, ker je praznik delavcev. Delamo vsi. Vsak se trudi po svojih najboljših močeh preživeti, ampak to, kar nam prodajajo kot socialno državo, niti pod točko razno, ni to, kar kar nam je bilo jasno za časa Juge, pa spet Juga se lahko začnemo kregati, ali je bila dobra ali ni bila, ali v katerem obdobju ne. Zagotovo je človek srednjega razreda bil bistveno bolj in pomerjen in kreativen in mu je neko svobodo in lahko je nekaj ustvaril. Kakorkoli obračamo, ni vse lepo nikoli bilo, ker so bili vladarji vedno vladarski. Čeprav pri Titu je nekaj čudnega še v ozadju, ampak ne bomo se spotikali. Jutrišnji dan boja proti okupatorju. Začel sem s puntarsko. Naš okupator je vlada.
ene sorte, ampak ne samo vlada. Naš okupator, največji, je narcizem. In dajmo se zavedati tega, da če ne bi ljudje z narcističnimi lastnostmi bili na svojih pozicijah, ne bi svet bil tukaj, kjer je. Nihče ne odgovarja več z svojimi lastnimi, ne odgovarja za dejanja, kar je pač prva lastnost narcisa, najbolj bolana, osebne odgovornosti noben ne sprejema, sprenevedanje, izogibanje in tako naprej. Vse to je kot dobro jutro na nivoju države in medijev, ki podpirajo to svinarijo. In prav bi bilo, da se za jutrišnji praznik nekako ozavestimo našega okupatorja, ki je okupiral vsako celico naše družbe, vsako celico v našem telesu je vzgojil v perfektnega sužnja z lastnostjo, da se skregajo ljudje sami med sabo. Celo ena pesem pravi Make hate not war. Torej, ne delaj, naredi sovraštvo, pa ne bo treba vojne. Ker ljudje je dovolj, da se sovražijo in ne stopijo skupaj. In takih puntov, kot jih omenjam Iztok Mlakar v začetku, se Slovenc ali pa nasploh noben Zemljan ne more več iti. Ne? Zaradi tega, ker ne znamo stopiti skupaj, ker so fantom porezali jajca, da se spreminjajo spole, ker so fantom moške naredili poženščene, brez testosterona, brez te stoične drže, da bi kdo sploh vedel, zakaj se bori. V današnjem obdobju totalne ignorance se nobenemu ne da nič dopovedati, da je naš sovražnik med nami. In to izhaja iz knjige Sun Tzu, je napisal Umetnost vojne, ki pravi sovražnika imej blizu. In popolnoma blizu imamo sovražnike, oni vejo za to, mi pa nismo vedeli, da so sovražniki točno ljudje, ki so v vaši neposredni bližini in delujejo slepo po navodilih vrhovnega vodstva. Hvala Bogu, vrhovno vodstvo pada, hvala Bogu je vojska in Q in Trumpova operacija naredila mnogo premikov v ozadju, zaradi tega, da so sploh uspeli pobrati tako veliko maso ljudi, ki je delovala proti ljudem. Pa prvi sploh niso več ljudje, so osebki. Ne? Kaj sem hotel reči, da je ta kmečki, bom rekel včeraj, punt bil mogoče nič nastavljen je bil, tako kot vsak, pa jaz verjamem, da ni bil vsak traktorist tam zaveden, pa tudi ni bil vsak načrtno tam kot zavajalec. To je seveda odzadaj podpihovanje strani največjega rušitelja, največjega narcisa, ikone narcizma, Janeza Janšatovga. In ta stranka je vedno delovala rušilno, nikoli konstruktivno. Vse je bilo zmeraj podmukljevina, ampak moramo se mi zavedati, da je sovrak tisti, ki se pretvarja, da je naš prijatelj. Da je podpornik, seveda, vse sem omenil, drobtinice so vsi dobivali in bili na račun svojih dejanj tudi valjda nagrajeni, tako in drugače. Omenil sem, da je panika vse povsod in ima ta narcizem eno veliko paniko in proba delovati po svojih najboljših močeh, njihove moči so pa strašno zmedene. Nimajo nobene konsistence in nam je Q in Trump pred leti že dal. Ljudje bodo pozabili svoje vloge, to je prvo. Drugo, kar je, ljudem ni dovolj, da jim poveš, moraš jim pokazati. In to, kar gledamo pred nami, zdaj so kmetje pač v tej fazi, da mi tudi prepoznamo, kje, v kateri točki je mnogo kmetov zapustila zdrava kmečka pamet in so se pač prodali in naredili nekaj, kar ni bilo prav zaradi dinarčkov. Danes noben ni sposoben reči, res smo ga usrali. Ampak okej, še enkrat, niso vsi kmetje in niste vsi kmetje za v isti koš. Žal pa tudi jaz živim na področju, kjer imam za hišo gromozansko veliko polje, ki je bilo pred leti
obdelano mnogo bolj kot zdaj. In to so zdaj dejansko samo travniki, tako da meni težko kdo razlaga, da brez kmeta ni hrane, ker tlele gor ne raste nič, kar bi se sploh dalo kupiti, ne. Niti v našem rajonu je bore malo kmetov, ki bi prodajali stvari na tak način, kot si jih predstavljamo, neka tržnica, neka kmetijska zadruga, kjer bi rekel tole, in tlele pa so izdelki iz njiv notranjskih kmetov. Tega pa nas ni, zdaj mogoče je na Štajerskem kaj drugače, zato ne bom posploševal stvari, ampak pri nas je največ regrada, no, tako da vsi dobivamo, se lahko nafuteramo s to travo, ki je itak sama zrastla, a ne? S tem, da kmet je bil pa še subvencioniran, da jo je pokosil, pa tudi če jo je pol zažgal, pa tudi te primere smo že videli, da je dobil subvencijo, ne samo da je pokosil, pol pa ta trava zagorela. Tako da vse sort imamo enega in drugega, zavedimo pa se, da noben protest ni bil spontan, vsi so bili organizirani strani nastavljene opozicije, noben protest ni ničesar rešil in včerajšnji je bil glih tak, pa bo zaradi mene lahko čez 14 dni še en protest, ker ideja obdobja, v katerem smo, je to, da se v nas dokonča tisto, kar je bilo grdo. Da se dokončajo grda dela, grde travme, da se odnaučimo vsega tega, kar so nas učili, da je prav. Ker tudi Kreslin je v tej pesmi rekel, od višine se zvrti. Ta višina je notranja, mentalna. Mi moramo na umu delati, a ne? Pa sedaj, ko sem glih zadnji vidim tegale, monokultura, ne? Koliko kmetov dejansko se gre biodinamiko, upošteva raznovrstnost na svojih njivah, spet bore malo, preveliko kmetov se je prepustilo industrijskemu kmetovanju, seveda tle je tudi država pritiskala, nihče ne ve vsega, tudi jaz ne, gledam splošno sliko, človeštvo je zavedeno, človeštvo se je prodalo, kdo, koliko pa mora vsak zase vedeti, a ne. Tako da jutri je dan boja proti okupatorju. Zavedimo se, da naš največji okupator je narcizem. Ta je požrl največ dobre vole, največ življenja, največ kreativnosti, največ miru in največ dobre vole. To je narcizem in je naš okupator. Proti njemu se ne borimo na noben način, ampak narcizem ignorirajmo, absolutno ga prepoznamo in ne reagirajmo. Tudi včerajšnji protest je bil, da ljudje reagiramo, pa da se omrežja napolni z bojem ljudmi en proti drugemu, ne. Sej minister ni noben dal nobene izjave, pa ne predsednik, ne vladni, ne noben ni nič komentiral tega. Vsaj jaz nisem ujel, pa niti ne mislim iskati, ker mediji bodo itak dali sem tisto, kaj je njim v interesu dati ven, a drži. Zatem prihaja praznik dela, praznik tistih, ki jim je bil ta praznik v socializmu je še imel kakšno vlogo, zdaj pa, ali pa pomen, ali pa smisel, zdaj pa tudi to ne več, daleč od tega. In prav bi bilo, da bi začeli praznovati delavci na tak način, da temu vladarju nehamo dajati sredstva, ki jih uporablja izključno proti nam, ne? Ta sistem ni sredstvo uporabljal zato, da nam bo lepše, ampak zato, da smo v čedalje večji buli, če temu tako reči. Dajmo probati razumeti, da smo velika in mogočna bitja, daleč nad negativnostjo primitivcev in voditeljev, ki mislijo, da imajo moč, če imajo moč nad ljudmi. Ne. Človek je močan takrat, kadar ima kontrolo nad sabo, kadar ima kontrolo nad svojimi čustvi. Naša čustva so konjeniki, nujno potrebni, ampak dokler ti neukročeni žrebci, vsak po svoje derkajo, je to za nas pokol. Ko pa mi te žrebce v maneži uredimo, da grejo, da so ubogljivi, da znajo sodelovati s kočijažem, potem pa mi te konje lahko zapnemo skup v isto kompozicijo, ali kako se že reče, več konjev skupaj, in
jih s trdnimi uzdami naš drži in jih lahko spravi tudi v der, vse v isto smer. In takrat smo mi nepremagljivi. Ne dovolite, da so vaša čustva ranjena, bom rekel, plašena, kada bi konja nekdo splašil, in zunanji vplivi ne motijo vaših konjev. Vključno z včerajšnjim protestom, pa lahko se obrnemo nazaj, pa kdo vas je masakriral v trgovinah z maskami, pa smo kar spet malo pozabili o tem, kdo vas še vedno masakrira na določenih klinikah z maskami v zdravstvu, kako farmacevti še vedno zagovarjajo te svoje maske. Mislim, kdor farmacevtom verjame, pol je bolj Andrek, ker na škatli z masko piše, da maska ne zadržuje virusov. Ne, mislim, zdaj se boš pa posvetoval z njim še o čem drugem, če že tega ne more prebrati na škatli, in pa smo res slabo. Ampak smo na točki, kjer se nam kaže, v čem smo živeli, med čem smo živeli. Dajmo razumeti stvari višje. In vse bo dobro, zaradi tega, ker vse potuje v pravo smer. Stvari se v ozadju čistijo, verjemite ali pa ne. Lahko se tudi zaradi tega pregovarjamo, pa se z mano ne bo več treba. V ozadju se stvari fejst premikajo in še enkrat, največji dokaz, da se, je to, da če se ne bi dogajalo v ozadju nekaj, bi bili mi vsi in popikani in vsi bi bili nepopikani v koncentracijskih taboriščih in kontejnerji za testiranje bi še vedno stali na svojih mestih. Drži? No, tako. Torej, nekaj jim ne gre, nekaj je prišlo vmes. Jaz vem, da je to vojska in Q in Trump je sam špica, ampak v ozadju operacija stara 60 let, plan uničenja globoke države, in globoka država je v globokem govnu, v globoki paniki, v globokem sranju. In vse, kar znajo, je negativnost in uničevanje, in tudi tukaj bodo še nadaljevali, dokler bodo mogli. Ne? Ampak nekje bo te igre konec, zagotovo. In takrat bomo lahko zapeli sijaj, sijaj. Sijaj, sijaj, sončete, oj, ja. sonce rumeno. Ampak sonce vsadzga znotraj sebe. Dragi moji, držite se, zavedajte se, da ste veliki in mogočni, ne pa pomembni v družbi. Treba je sklopiti pomembnost, koliko je kdo pomemben v družbi. Je pa vsak, ki deluje iz notranjega kompasa, iz sebe ven, moralno, etično, prav, še kako zelo pomemben, da vibrira visoko v družbi. To je dobro za bližjo okolico, širšo okolico in za celoten planet. Zdaj pa, ali se tega zavedate ali ne, bi bilo fajn, če bi se. Jaz sem te stvari precej razdelal, ogromno jih čutim, ogromno jih razumem, in bi želel, da bi vsak te stvari videl na tak širši način. Distancirajmo se od stvari, vsem tam smo se že pogovarjali, več kaj povedati žal ne morem. Pa še tudi nekaj napišemo, pa še skozi muziko vam kaj povem, ali pa osvetlim, tako da v muziki že vse piše. Držite se, bodite mirni, bodite v svojem miru. To je edino osnovno in naše normalno stanje. Paniko pa si ne izbije iz glave vsak, ki bi nas rad vodil. A ne? Ajde, čau, čau.